Spoštovani gledalci, po uvodnih besedah o Frideriku Baragi in njegovi knjigi Zlata jabolka bi danes spoznali tudi njegova besedila. In sicer bomo prebrali prvo jablano in to je ponižnost. Ponižnost je podloga in steber vseh čednost. Torej v srcu, v katerem ni ponižnosti, gotovo ni nobene čednosti, ampak le kaka njena podoba. Ponižnost nas najpripravnejši stori nebeške darove prejemati. Ponižnost nam je tako potrebna za krščansko popolnost, da med vsemi poti, po katerih se pride k popolnosti, prva je ponižnost, druga ponižnost, tretja ponižnost. In ko bi me kdo 100-krat to povprašal, bi mu 100-krat ravno to odgovoril. Tako pravi sveti učenik Avguštin. Sveta, več kot zlata vredna beseda. Vsi svetniki Božji so bili ponižni in bolj, ko so sami sebe poniževali, bolj jih je Bog povikševal. Brez ponižnosti nobeden v nebesa ne pride. Le ponižni angeli so v nebesih, prevzete pa je Bog v pekel zavrgel. Sveti Alojzij si med vsemi čednostmi najbolj ponižnost zadobiti prizadeval. Vsaki dan je v svojih molitvah ponižne angele prosil, da naj mu le to prelepo čednost pred Bogom sprosijo. Ponižnost je mati veliko drugih čednost. Njeni otroci so pokorščina, strah, spoštovanje, potrpežljivost, modro zadržanje, krotkost in mir. Kdor je ponižen, je rad vsem pokoren, se boji Boga razžaliti in bližnjega, spoštuje stariše, vikši in sploh bližnjega. Ne občuti razžaljenja in krivice, ki se mu stori, nobenega ne zaničuje, nobenega ne razžali. Je proti vsem prijazen in pohleven, je zmeraj vesel in zadovoljen in mirnega srca. Tako piše sveti škof Tomaž iz Vilanove. Modri Salomon pravi v Svetem pismu, da potem, ko je bil modrost zadobil, ga je bilo kmalu vse drugo dobro došlo. Ravno tako pa tudi ti, moj kristjan, lahko od ponižnosti rečeš: Bog mi daj le pravo ponižnost zadobiti, potem si bom z Božjo pomočjo kmalu vse druge čednosti pridobil. Ponižnost nam je potrebna, da si čednosti pridobimo in da se večno zveličamo. Zakaj vrata nebeške, kakor pravi Kristus, so grozno ozke, tako da ošabni in napuhnjeni ne bodo mogli skozi te vrata iti, ampak le majhni, pravi sveti Bernard. Farizej, ki je bil prišel v Jeruzalemski tempelj molit, je veliko zunanjih dobrih del opravljal in je mislil, da pojde naravnost nebesa. Ali Jezus pravi, da je bil od Boga zavržen, zato ki ponižnosti ni imel in ki se je čez vse druge povzdigoval. Če hočemo hudobnega duha premagati, se moramo ponižnosti poslužiti. Ponižnost je najboljše orožje za premagovanje hudobnega sovražnika. Zakaj? Kakor se on ne zna celo nič tega orožja poslužiti, tako se tudi ne zna tistim v bran postaviti, kateri s tem orožjem proti njemu pridejo. Tako govori sveti Vincenc. Hudobni duh zmeraj okoli hodi, kakor rjoveč lev, in išče, koga bi požrl. Ali kadar močen, v ponižnosti utrjen kristjan svoj dvor varuje z orožjem ponižnosti, ga hudobni sovražnik ne more premagati in zvezati. Ponižnega Bog varuje in reši, ponižnega ljubi in tolaži, ponižnemu človeku se približa,
ponižnemu veliko gnado da in potem, ko ga je ponižal, ga k časti povzdigne. Ponižnemu razodeva svoje skrivnosti in ga ljubeznivo k sebi vleče in vabi. Ponižen, da se ravno je zaničevan in zasramovan, je vedno v miri. Zakaj on Boga zaupa, ne pa v svet? Tako piše Tomaž Kempčan. Svetniki božji so vselej bolj želeli Bogu dopasti, kakor posvetnim ljudem. Sami sebe so poniževali, zato jih je Bog zmeraj povikševal, dokler jih je povzdignil k nebeški časti. Vem, kaj bom storil, da bom Gospodu Bogu prav dopadel. Ravno toliko bom sam sebe obrajtal, kakor prah in smeti. In kadar se bom videl od drugih zaničevan, zasramovan, pohojen in obsut sramoto, se bom veselil, zakaj sam se ne morem zadosti zasramovati in zaničevati. Vse stvari bom na pomoč poklical, da naj me zaničujejo, ker sem tudi jaz njih svadnika zaničeval. To bo moja največja sreča, če vse zaničevanje in vse trpljenje name pride in prisrčno bom vse tiste ljubil, kateri mi bodo k tej sreči pomagali. Veselje in čast tega sveta pa bom sovražil in se jih bom ogibal. Če bom tako ravnal, gotovo vem, da se bo name, ubogega in nevrednega grešnika, obilnost Božjega usmiljenja vsula. Tako govori ponižen sveti Bonaventura. Le te njegove svete besede nas prav prepričajo, kako imamo še malo prave ponižnosti. Le ta služabnik Božji želi od vseh stvari zaničevan biti, ker se sam sebe ne more zadosti zaničevati. Mi pa smo kmalu razžaljeni, kadar nas kdo le kolikškaj zaničuje. Le ta svetnik zaničevanje za svojo največjo srečo spozna. Mi pa smo žalostni in nesrečni, če se nam vsa tista čast ne skazuje, ki si domišljujemo, da jo zaslužimo. Če bolj ponižni ne postanemo, ne bomo našli tistih ozkih vrat, skozi katere je le ta ponižnik v nebesa prišel, in drugih pa ni. Večja gnada Božja je en sam dan ponižnega spoznanja samega sebe, da se ravno človek zraven veliko žalosti in težav občuti, kakor veliko dni molitve, pravi sveta Terezija. Molitev in ponižnost sta dve reči, ki sta Bogu močno dopadljive. Ali ponižnost mu vendar še bolj dopade, kakor molitev? Velika ponižnost z majhno molitevjo zamore veliko pred Bogom. Ali najlepši, najdaljši molitev brez ponižnosti mu je zoprna in zaničljiva. Sveta Magdalena v zgrevani ponižnosti pri Jezusovih nogah zadobi brez molitve odpuščanje vseh svojih velikih grehov. Farizeji pa, ki dolge molitve očitno pred ljudmi opravljajo, so še večji grešniki po molitvi kakor pred. Ponižni colnar v templju zadobi z malo besedami Božjo gnado in je upravičen. Ošaben farizej pa veliko moli in svoje dobre dela razklada in je od Boga zavržen. Ravno tako zadobi tudi desni razbojnik na križi z malo besedami, ki jih s ponižnim spoznanjem svoje hudobije Jezusu reče odpuščanje vseh svojih grehov, odpuščenje večnih in časnih štrafink in Jezus ga še isti dan k sebi v raj vzame. O sveta vsemogočna ponižnost! Zaničljivega se sam sebe spoznaj in ne jezi se, kadar te tudi drugi zaničujejo. Tudi se zavolj darov, ki jih od Boga prejemaš, ne povzdiguj,
potlej boš zares ponižen, pravi sveti Bonaventura. Ravno taka, kakor nam tukaj ta svetnik pravi, da bi imeli biti, je bila sveta nuna Marija Magdalena de Pazzi. Tako se je sama sebi zaničljiva zdela, da je zares mislila, da ni bolj ostudne in grde stvari na svetu, kakor je ona. In kakor se je sama sebe zaničevala, tako je tudi od drugih zaničevana biti želela. Torej, kadar je bila zaničevana, je bila tako vesela, da je bila včasih po kakim zaničevanju od zgolj veselja v duhu zamaknjena. Nikdar ni mogla trpeti, da bi jo bil kdo častil ali hvalil, ali da bi bil kdo visoke misli od nje imel. Zatorej se je vedno sama sebe tožila in najmanjši zgreške za velike grehe spoznala. Svoje čednosti pa in svoje sveta dela je skrbno pred ljudmi skrivala, in kadar jih včasih ni mogla skriti, se je prizadevala jih zmanjšati in skazati, kako nepopolnosti je v njenih delih, in da je zaslužila veliko več svarjena, kakor hvaljena biti. Včasih se je prigodilo po božji volji, da je očitno zamaknjena bila, kadar so jo vse druge nune videle. To ji je neizrečeno težko djalo in je prosila Boga, da bi se ji to nikdar več ne zgodilo. V njenem celem življenju se je resničnost te besede skazovala. Kdor se ponižuje, bo povišan. Ponižnost, katero nam je Jezus tolikokrat priporočil z besedo in z dejanjem, mora imeti le te 3 lastnosti. Prvič, misliti moramo, da smo zares vredni zaničevani biti. Drugič, veseliti nas mora, kadar ljudje vidijo in spoznajo našo nepopolnost. Tretjič, kadar Gospod Bog v naših srcih ali pa v našem prizadevanju v srcu našega bližnjega kaj dobrega stori, si moramo prizadevati le to dobro, kolikor je mogoče skrivati. In kadar se skriti ne da, moramo vse božji milosti ali pa zasluženju bližnjega pripisati. Kdor tako ponižnost ima, je zares srečen, in kdor je nima, bo imel veliko trpeti. Tako govori sveti Vincenc. Tako ponižnost so vsi svetniki imeli. Premislimo nekatere zglede. Sveta Klara je imela navado reči: O, ljube sestre, ko bi me ve prav poznale, bi me zaničevale in bi se me ogibale. Grozno je želela od vseh ljudi, posebno pa od svojega spovednika, svarjena biti. In kadar je videla, da jo spovednik ne svari, si je drugega izvolila, pa nikoli ni mogla nobenega najti, da bi jo bil tako svaril, kakor je želela svarjena biti. In kdo bi bil tudi zamogel tako dušo po pravici zaničevati? Sveti Frančišk Borgia je tako ponižno samo od sebe mislil, da se je čudil, da se mu ljudje odkrivajo, kadar kam gre, in da veliko več blata in kamenja za njim ne lučajo. Ravno leta sveti Vincenc, ki tako lepo govori od ponižnosti, je to lepo čednost s vsemi njenimi lastnostmi tudi zares imel. Mislil je resnično, da je velik grešnik in zaničljiv človek in da ni vreden med svojimi kloštrskimi duhovni biti. Včasih se je k nogam svojih duhovnov vrgel rekoč: Ko bi vi mojo dušno revščino prav spoznali, bi me gotovo iz kloštra izgnali, ker tukaj le škodo delam in pohujšanje dajem. In kakor je on sam od sebe mislil, ravno tako je želel, da bi tudi drugi od njega mislili in da bi ga zaničevali. Zato je rad videl, da so drugi njegove nepopolnosti izvedeli
in kadar je priložnost našel, jim je tudi sam razodeval. Jih je tudi njim sam razodeval. Tudi je rad pravil, da je bil njegov oče reven pastir in tudi on reven in neveden v vseh rečeh. Svojim duhovnim in tudi vnanim gospodam, ki so ga obiskat prišli, je rad pokazal revnega mladenča, ki je bil njegovega brata sin in ki je v kloštru ubogejme živel. Neka revna žena, ki je bila prišla svetega Vincenca ubogejme prosit, mu je v pričo veliko imenitnih gospodov rekla, ker je mislila, da se mu bo s tem prikupila, da je v svoji mladosti pri njegovi materi služila. Ali Vincenc ji je precej odgovoril: se gotovo motiš, sirota. Moja mati ni nikoli dekle imela, ampak je sama dolgo služila in potem je bila žena revnega pastirja. Ponižnost svetega Vincenca se je tudi v tem lepo pokazala, ker ni nikoli od svojih dobrih del govoril, da se ravno so bile velike in imenitne. Kadar je pa vendar mogel včasih od svojih del govoriti iz ljubezni do bližnjega in za Božjo čast, je sam sebe skrbno skrival in je vse to, kar je pri tih delih nepopolnoma bilo, sam sebi pripisal, kar je bilo pa zraven dobrega, je tako pripovedoval, da je bilo videti, da se je vse to le po prizadevanju drugih storilo in da on za to ni nobene hvale vreden. Tudi ni nikoli rekel: to sem jaz storil, to sem jaz rekel, ampak Bog mi je gnado dal to storiti, Bog mi je dal misel to izreči in tako dalje. Nikar ne misli, da si v popolnosti daleč prišel, če se resnično nevrednega ne spoznaš, kakor so drugi, in če ne želiš vsem zad postavljen biti. Zakaj? To je tistim lastno, kateri so veliki v Božjih očeh, da so majhni v svojih lastnih očeh. In bolj, ko so častitljivi pred Gospodom, bolj se sami sebi zaničljivi zde. Tako piše sveta Terezija. V življenjih svetih menihov se bere, da je neki imeniten mož v Aleksandriji, ki se je spreobrniti hotel, šel v klošter, želel v klošter vzeti biti, prosil. Vikši kloštra ga je pa po njegovem obrazu in vsem zadržanju kmalu spoznal, da je mož ošabnega in napihnjenega srca in je sklenil ga po poti ponižnosti v nebesa peljati. Ga je tedaj v klošter vzel in k vratom postavil in mu je zapovedal zmerom tam biti in se vsakemu, ki bo noter prišel ali ki vun pojde, k nogam vreči rekoč: molite zame, ker sem velik grešnik. Bog je temu spokorniku gnado dal to povelje svojega vikšega natanko dopolniti. Potem, ko je bil že 7 let v tej ponižni pokori, je spoznal njegov vikši, da je vreden v število menihov tega kloštra vzeti biti. Ali kadar je le ta spokornik to slišal, je ponižno vikši ga prosil, da naj ga še ta kratek čas, ko bo na tem svetu živel, v tej pokori pusti. Vikši mu je le to ponižno prošnjo dovolil. In 10 dni potem je le ta svet spokornik v Gospodu zaspal. To piše sveti Janez Klimak in pravi, da je tega spokornika videl in da ga je vprašal, kaj misli ves ta čas, ko pri vratih stoji. In je odgovoril, da drugega ne misli, kakor da je nevreden v tem kloštru biti in v družini tih svetih očetov živeti in da se nikdar ne upa jih obraz pogledati. Od svete Nune Marija Serafina po imenu se bere, da je bilo videti, kakor ko bi ne imela oči za drugega, kakor le zato,
da je svoje lastne nepopolnosti videla in vsako majhno dobro lastnost nad svojim bližnjim razodela. Kadar je videla, da je kdo kaj dobrega storil, je iz srca vzdihnila in rekla: O, kako srečen je ta! Vsi lepo Bogu služijo, le jaz ne. In kadar je videla ljudi pri spovedi, je mislila, da drugega nič tam ne delajo, kakor Boga časte, in da se ona svojemu spovedniku nič drugega ne pravi, kakor grehe in hudobije. Kadar je včasih svojega bližnjega videla v kaki greh pasti, je kmalu našla zgovor zanj, za svoje nepopolnosti pa se je zmerom ostro sodila in je resnično mislila, da je večja grešnica, kakor vsi drugi ljudje. Zmerom si mislimo, da so vsi drugi naši vikši in podvrzimo se jim, če so ravno nižji kakor mi, in bodimo jim prijazni in postrežljivi. O, kako bi bilo to lepo, ko bi nam Bog dal to zmerom v dejanjih dopolnjevati, pravi sveti Vincenc. Le ta svetnik je zares tak bil, kakor tukaj govori. Vse ljudi je visoko častil in je mislil, da so boljši kakor on, bolj pametni, bolj popolnoma, bolj učeni in bolj pripravni za vsako opravilo. In ravno zato je vselej rad svoje misli in svojo voljo drugim podvrgel. Naš Gospod in zveličar je rekel, da kdor hoče biti večji kakor drugi, mora postati manjši kakor so oni. To resnico vsi kristjani vejo in verujejo. Kako je tedaj to, da jih je tako malo, ki jo v dejanjih dopolnjujejo? Sveti Vincenc. Imenitna gospa sveta Pavla je bila, po pričevanju svetega Hieronima, tako ponižna v svojim celim zadržanju, da ko bi jo bil kdo videl, ki je ni poznal, ampak ki je slišal od njene visoke imenitnosti, bi bil mislil, da to ni ona, ampak najmanjši njena dekla. Kadar je bila obdana od pobožnih devic, je bilo po njenem obrazi, govorjenju in dejanjih soditi, da je najmanjši med njimi. Pobožno in sveto živeti, zares Bogu prijeten in od Boga ljubljen in z nebeškim troštvom obdarovan biti, zraven pa sam sebe revnega in zaničljivega spoznati. To je tista ponižnost, ki je tolkam Bogu prijetna in je med ljudmi tako malokdaj najdena, katero je presveta devica Marija tako popolnoma imela. Da se je ravno takrat, kadar je angel Božji oznanil, da bo Božja mati postala, za deklo Gospodovo spoznala. Tako piše sveti učenik Bernard. Sveti Vincenc se je vedno prizadeval svoje čednosti in dobre dela pred ljudmi skrivati. Ali vsi, ki so ga poznali, so jih videli, le on ni nobene svoje dobre lastnosti videl, ker si je zmerom svojo nevrednost pred očmi držal, kakor da drugega nič ni mogel na sebi videti, kakor kar je bilo nepopolnoma. In sam sebe je le zmerom ubogega reveža imenoval. Kadar je sveta Terezija vse tiste gnade in darove premislila, ki jih je tako obilno od Boga prejela, se je le še bolj ponižala in je rekla, da Gospod Bog s temi darovami le njeno veliko slabost podpira in po koncu drži, in da se iz tega vidi, kako velika je njena slabost, ker toliko podpor potrebuje, kakor se vidi, da je kaka hiša slaba, kadar se ji morajo povsod podpore postavljati, da ne pade. Kadar želimo videni biti in kadar nas to veseli, da ljudje od nas govore in naše zadržanje hvalijo in da pravijo in da nam vse dobro od rok gre in da čudeže delamo, kadar nas to veseli, to je hudo za nas. Zakaj to stori,
da Boga pozabimo in da so vse naše najsvetejše dela ognusene. To je grozno nevarno in nas močno zadržuje na poti proti nebesam. Ne morem zapopasti, kako zamore kdo to krščansko resnico, kdor se povišuje, bo ponižan, verovati in vendar si prizadevati od ljudi čaščen in za dobrega, modrega, previdnega in učenega spoznan biti. Sveti Vincenc. V življenju svetih puščavnikov se bere, da se je neki puščavnik hvalil, da je 2 štorije v enem dnevu naredil. Kadar je sveti Pakomi, njegov vikši, to slišal, ga je dobro posvaril in mu je za njegov pregrešek to pokoro dal, da je mogel te 2 štorije na ramo vzeti, jih je pred vse puščavnike nesti in jih odpuščenja prositi, ker je te 2 štorije več obrajtal, kakor Božje kraljestvo. In jih je mogel prositi, da naj zanj molijo. Dalje mu je zapovedal, da mora 5 mesecev vedno v svoji puščavi biti in vsak dan 2 štorije narediti. S to ojstro pokoro je hotel sveti Pakomi na znanje dati, da za Božjega služabnika ni nobene bolj nevarne reči, kakor prevzetne želje, hvaljen in čaščen biti. To se posebno v tem zgledu vidi. Bil je menih Justin po imenu. Preden je bil v klošter šel, je bil imeniten gospod in njegov kralj mu je hotel visoko častitljivo službo dati, ali ni je hotel vzeti in se je v klošter svetega Frančiška podal, v ponižno, spokorno življenje. V kloštru je tako sveto živel, da je od Boga s posebnimi gnadami obdarovan in včasih zamaknjen bil. Kadar je Boga boječi papež Evgan IV. To zvedel, ga je k sebi poklical in kadar je prišel, mu ni prepustil, da bi mu bil noge kušnil, ampak ga je prisrčno objel in se je dolgo z njim od svetih reči pogovarjal. Potem ga je s svetimi rečmi obilno obdaroval. Le ta velika čast ga pa prevzetnega storila, ker jo je z dopadenjem prejel in preveč premišljeval. Kadar je to sveti Janez Kapistran videl, mu je rekel: O, Justin, angel si šel pred papeža, Satan si prišel nazaj. In to je bilo res. Zakaj? Vsak dan je bil bolj prevzeten in hudoben. Nazadnje je razbojnik in ubijalec postal in je svoje življenje v ječi sklenil. Ni čudi, le ponižnim Bog gnado daje, prevzetnim pa zoper stoji. Sveti Tomaž Akvin je od svoje mladosti zmerom hvalo in čast sovražil. Zato pa tudi ni bilo nikdar nobene besede lastne hvale iz njegovih ust slišati. Moj Bog, kaj le mislimo zadobiti s tem, da se pred stvarmi častitljive skazujemo in jim dopasti želimo? Kaj je na tem ležeče, če nas stvari, kakošne reči obdolžujejo in nas zaničujejo, ker smo le pred tabo nedolžni? O, ko bi mi vendar nikdar ne nehali le te resnice premišljevati, da bi v popolnosti bolj visoko prišli. Svetniki niso večjega veselja poznali, kakor neznani in od vseh zavrženi živeti. Tako piše sveti učenik Bernard. V življenjih svetih puščavnikov se bere od kloštrskega vikšiga, ki je grozno ponižno in sveto živel in je želel zvedeti, kje je kaka prav sveta duša, da bi se od nje naučil bolj popolnoma Bogu služiti. Bog je njegove želje dopolnil in mu je na znanje dal, da je v tebanskem kloštru,
v katerem je bilo takrat okoli 500 nun, je sveta duša, vsem neznana, od vseh zavržena ali pred Bogom častitljiva zavolj njene velike ponižnosti. Le-ti nuni je bilo ime Izidora. Bila je prečudno ponižna in je srčno želela od vseh zaničevana biti. Revno je bila oblečena, je zmeraj bosa hodila in je najrnejši dela v kloštru opravljala. Zmeraj je bila sama, kolikor je le smela, je le ostanke jedla in slabo vodo pila. Vse nune so mislili, da ni prav pri pameti, so se ji posmehovale in so jo zaničevale. Ali ravno s tem so bile njene srčne želje dopolnjene in zato tudi ni nikoli nič rekla, če so ji nune še toliko prizadjale. Vikši tedaj, ker je želel to sveto dušo videti in se od nje učiti, se je podal v tisti klošter in je prosil časti vredno mater, ki je bila v kloštru predpostavljena, da naj mu vse njene nune pokaže. In potem, ko je bil vse eno za drugo videl, se mu je zdelo, da tiste svete duše ni med njimi. Je tedaj časti vredno mater vprašal, če so to vse njene nune. In mu je odgovorila, da so vse, le ena sama je še, ki je nora. Vikši želi še to videti. Jo gredo tedaj iskat in mu jo pripeljejo. Komaj jo je zagledal, je spoznal, da je to tista svetnica, se je pred njo na tla vrgel in jo je prosil, da naj Boga zanj prosi. Kadar so nune to videle, so se zavzele in so mu rekle, častivreden oče, se motite, ta je nora. Veste nore, jim je odgovoril, vedite, da ta je veliko bolj sveta, kakor mi vsi skup, za voljo njene velike ponižnosti. Potem so si vse nune z zgrevanim srcem k nogam vrgle in so jo prosile, da naj jim odpusti, ko so jo do zdaj tako zaničevale. Ali ponižni sveti Izidori je le ta čas, katero so izkazovali, tako težko djala, da ni mogla več v tem kloštru ostati, ampak ga je kmalu potem zapustila in ni bilo nikdar več od nje slišati. Kadar vidite, da kdo želi časten ali povikšan biti in da se boji zaničevanja in da zamiri in je nevoljen, kadar mu kdo zoper govori in ga zaničuje, vedite, da le ta človek, če tudi čudeže dela, je še grozno nepopolnoma. Zakaj? Vse njegove čednosti in dobre dela so brez podloge in podpore. Tako piše sveti Tomaž Akvin. Ker je ponižnost podloga in steber vseh krščanskih čednost, po besedah svetega Avguština, gotovo nima trdnih in stanovitnih čednosti, kdor ponižnosti nima. Sveti Tomaž je potem, kakor piše, tudi ravnal. Nikdar ni časti želel, ampak se je skrbno ogibal in ni nikdar nevoljen bil, kadar je bil zaničevan. Papež Klemen četrti mu je hotel veliko škofijo v Napeli dati in vsi njegovi prijatelji in znanci so ga močno prosili, da naj vzame škofijo, ki mu jo papež ponuja. On pa se je stanovitno te časti branil in je s svojimi prošnjami od ravno tega papeža obljubo zadobil, da mu ne bo nobene časti več ponujal. Kakor se je časti ugibal, ravno tako je vse zaničevanje z veseljem pristal. Kadar je še šolar bil, mu je njegov učenik tovarša dal, da sta se skupaj učila. Ker je le-ta videl, da Tomaž tako malo govori, je mislil, da je tako neveden in neumen. Ga je močno zaničeval in ga je mutastega vola imenoval.
Tomaž mu ni nikoli besede za to rekel. Ali njegov tovariš se je kmalu prepričal, da le ta molčeči mladenič, ki je njegov šolski tovariš, bi lahko njegov učenik bil. Kadar je bil sveti Tomaž v kloštru, je pri jedi na glas bral. In njegov vikši ga je posvaril in mu je rekel, da ene besede ni prav izrekel, ampak da naj jo drugače izreče. Tomaž je dobro vedel, da jo je bil prav izrekel, in vendar jo je po povelji vikšiga precej popravil. Po jedi so mu tovariši rekli, da bi ne bil imel besede popraviti, ker jo je bil že prvič prav izrekel. On pa jim je odgovoril: na tem je malo ležeče, kako se kaka beseda izreče, na ponižni pokorščini pa je veliko ležeče. Sveti Anton Puščavnik je slišal močno hvaliti enega svojih puščavnikov. Ga je tedaj k sebi poklical in mu je na laž nekatere razžaljive besede rekel. Ali puščavnik jih je močno občutil in je nevoljen postal. Kadar je svet Anton to videl, je rekel: le ta puščavnik je enak kraljevi hiši, ki je imenitna in lepa od zunaj, od znotraj pa je vsa obropana. Sem zaničevan in zasmehovan in to mi težko dene, take so tudi mrkvice. Sem zaničevan in zasmehovan in to me veseli, taki so bili apostolni. Najvišji stopnja ponižnosti je ta, kadar je človek ravno tako vesel zaničevanja in zavrženja, kakor so napuhnjeni ljudje velike časti veseli, in kadar mu častenje ravno tako težko dene, kakor napuhnjencem težko dene zaničevanje in razžaljenje. Tako piše sveti Frančišk Salezij. Sveti Dominik je bil raj v Carcassoni, kakor Toulouse, kjer je bil neznano veliko krivovircev katoliški veri spreobrnil. Kadar je bil vprašan, zakaj je rajši tam, kakor tukaj, je odgovoril, da v Toulouse je veliko časti in hvale, v Carcassoni pa veliko zaničevanja in trpljenja. Sveti Konstanci je bil mežnar pri neki farni cerkvi blizu Ancone na Laškem in je tako zvesto služil in lepo živel, da so vsi ljudje, ki so ga poznali, rekli: to je velik svetnik. Iz daljnih krajev so včasih ljudje prišli, da so ga videli. Medtem je prišel tudi neki kmet od daleč in je vprašal, kje je tisti veliki svetnik. So mu ga tedaj pokazali, ko je v cerkvi na lojtri stal in lampo popravljal. Kadar kmet vidi, se začne začljivo posmehovati in pravi: mi je žal, da sem tako daleč prišel. Sem mislil, da bom kaj moža videl, ali to je komaj človeku podobno. Sveti Konstanci je bil grozno majhne postave, bled in suh od spokornega življenja. Kadar je sveti Konstanci te besede zaslišal, je hitro z lojtre stopil in je šel z velikim veseljem kmeta objet in mu je rekel: prijatelj, med vsemi, ki so me videli, si ti sam imel oči odprte in si me spoznal, da nisem vreden človek imenovan biti. Bog nam daj gnado, da bi nič ne porajtali na tiste majhne reči, ki jih ljudje imenujejo razžaljenje in zaničevanje, in da bi za vso hvalo in čast nič bolj ne marali, kakor za majhne slamnate bilke. Kdor je zares ponižen, nikoli ne misli, da se mu mora kako razžaljenje ali kaka krivica storiti. Zares bi nas imelo sram biti, če smo nevoljni zavolj kake besede, ki se nam reče, ali zavolj kake reči, ki se nam stori. Zakaj velika hudobija je nevoljen biti zavolj vsake krive besede, ki se nam reče, ker vidimo, da naš stvarnik voljno trpi s svojimi stvarmi
ki ga tolikokrat razžalijo. Posebno naj to premislijo tiste duše, ki so notranje molitve navajene. Če se spoznajo, da niso pripravljene precej vsako razžaljenje odpustiti, ki se jim stori, se ne morejo veliko na svoje molitve zanašati. Zakaj duša, katero zares Bog sebi povzdiguje, v visoki notranji molitvi ne občuti nobenega razžaljenja več in je vseeno, če je častena ali zaničevana, če se kaj dobrega ali kaj hudega od nje govori, in je le še rajši zaničevana in preganjena, kakor častena in v miru pušena. Tako uči sveta Terezija. Sveti Frančišk Salezij je bil velikokrat od svojih sovražnikov močno opravljan, toda popolnoma po krivici. Njegovi prijatelji, ki so dobro poznali njegovo svetost, so bili zavolj tega hudobnega opravljanja močno nevoljni. Kadar je pa sveti Frančišk to izvedel, jim je rekel: "Kdaj sem vam oblast dal se zavolj mene zoper moje sovražnike vzdigovati? Pustite jih, naj me opravljajo. To je zame zveličanski križ in prav majhen križ je to. Preveč občutljiv je, kdor vsako muho občuti, ki se nanj usede. Kaj mislite, da sem jaz brez pregreškov? Morda moji sovražniki bolj natanko moje pregreške vidijo in spoznajo, kakor jaz. In mi tedaj dobro stori, da mi jih na znanje dajo." Velikokrat človek zamiri kako svarjenje in misli, da je upravljanje, ko bi imel veliko več hvaležen biti. Kaj se nam mar krivica godi, kadar nas drugi zaničujejo, ker bi se imeli same sebe zaničevati? Ko bi nam Bog dal tako ponižnim biti, kakor je bil sveti Frančišk Salezij, kako srečno in mirno bi na svetu živeli. Kdor je zares ponižen, se še sam bolj ponižuje, kakor je od drugih poniževan in zaničevan. Kadar je zavržen, je vesel, da se mu kako nizko in zaničljivo opravilo izroči. Misli, da je bolj počaščen, kakor zasluži, in vse radovoljno opravi. In nobene reči se bolj ne boji in ogiblje, kakor visokih in častitljivih opravil. Sveta Frančiška Frembois. Mlad imeniten gospod, katerega je bil sveti Vincenc prijazno posvaril, mu je v jezi rekel, da je star norc. Kadar je ta svetnik to besedo zaslišal, se je mladenču k nogam vrgel in ga je odpuščanja prosil zavolj priložnosti, ki mu jo je dal mu to besedo reči. Neki krivovirc si je dolgo prizadeval svojo krivo vero tudi svetemu Vincencu vsiliti in ni mogel nič opraviti. Ga je tedaj začel zaničevati in mu je rekel, da je neumen in neveden in da se le čudi, kako zamore njegov orden to trpeti, da je on vikši celega ordna. Ponižni sveti Vincenc mu odgovoril: "Sej se jaz še bolj nad tem čudim, zakaj spoznam, da sem bolj neumen in neveden, kakor ljudje mislijo." Nekateri puščavniki so slišali močno hvaliti Agatona, vikšega v nekem kloštru, in so želeli se prepričati, če je res tako svet, kakor je slišati. Prišli so tedaj k njemu in so mu na laž začeli očitati, da je napuhnjenega srca, da je nečist, nepotrpežljiv in pohujšljiv in da svoje pregreške s tem zakriva, ko jih na druge zvrže. On pa jim je odgovoril, da je res tako, kakor pravijo. Se je njim k nogam vrgel in jih je prosil, da naj zanj Boga prosijo, da bo mu njegove grehe odpustil in mu gnado dal se poboljšati. Nato so se puščavniki z velikim začudenjem domov vrnili. Neki kloštrski vikši, Mojzes po imenu,
je bil za voljo svoje ponižnosti in svetosti po povelji svojega škofa mašnik postal. Škof je bil pa cerkvenim služabnikom povelje dal, da kadar bo hotel k oltarju iti, naj ga zaničujejo, izženijo in naj poslušajo, kaj bo rekel. Kadar se je tedaj hotel oltarju približati, so mu služabniki rekli: "Vun se poberi, malo pridni nevernik." In le ta sveti mož je precej iz cerkve šel in se je natihoma rekel: "Prav ti je, hudobni človek, nisi vreden človek imenovan biti, pa si upaš med ljudi iti." Sveta Roza iz Lime v Ameriki je bila zavoljo svojega svetega in spokornega življenja velikokrat od svoje matere in svojih bratov zaničevana in kregana. In le ta ponižna devica je zmeraj mislila, da vse to in še več hudega zasluži. In zatorej se ni nikdar izgovarjala, ampak je očitno spoznala, da vse to zasluži. In v svojem srcu je bila neizrečeno vesela vsega tega zaničevanja. Zaničevanje in očitanje voljno trpeti, to je najgotovejši znamenje ponižnosti in prave krščanske pobožnosti. Zakaj? S tem najbolj Jezusu Kristusu podobni postanemo, kateri je najlepši zgled vseh pravih čednost. Sveti Frančišek Salezij. Sveti služabnik Božji Serafin je bil vratar v nekem kapucinskem kloštru. Blizu vrat je bila na vrtu kapelica, v kateri je Serafin zmeraj molil. Enkrat je prišel unani pater obiskat vikšega tistega kloštra, v katerem je Serafin prebival, in sta šla se sprehajati na vrt. Kadar blizu kapelice pridete, pravi vikši: "Pater, tukaj boste svetnika videli." Ko prideta kje, najdeta Serafina, ki moli. "Kaj delaš tukaj, hinavc?" mu pravi nalašč vikši z ostrim glasom. "Le zato hodiš sem molit, da te ljudje vidijo. Poberi se, sram te bodi, da tako ljudi golfaš." To očitanje je Serafin z veliko ponižnostjo sprejel, je tla kušnil in s tako veselim obličjem iz kapelice šel, kakor ko bi mu bil kdo najveselši novico povedal. V življenjih svetih puščavnikov se bere, da je bil sveti Amonij na tako visoko stopnjo popolnosti prišel, da je tako neobčutljiv postal za razžaljenje in zaničevanje, kakor kamen. In kolikorkoli mu je kdo razžaljenja in krivice storil, ni nikdar mislil, da se mu krivica dela, ampak da vse to in še več zasluži. Resnično ponižen kristjan mora zares želeti zaničevan, zasramovan, preganjan in po krivici obdolžen biti. Če želi Kristusa posnemati, v kateri reči ga zamore bolj posnemati, kakor v tej? O, kako bo tisti, ki se veseli, da ga ljudje zaničujejo in za norca imajo, tam pri Božji sodi spoznal, da je bil moder. Zakaj? Večni modrosti se je ravno tako na svetu godilo. Tako piše sveta Terezija. V Svetem pismu se bere, da je kralj Herod s svojimi vojšaki Jezusa večno modrost zaničeval in zasramoval in za norca imel. Jezus nam pravi, da naj se od njega učimo. In nam ne pravi, da naj se učimo bolnike s samo besedo ozdravljati, morju in vetram zapovedovati in mrtve k življenju obudovati, ampak da naj se krotkosti in ponižnosti od njega učimo in nam zato obljubi dušni mir. Od svetega meniha Paznucija se bere,
da ni nič bolj želel in iskal, kakor zaničevan biti. Paznuci je bil vikši v nekem kloštru v puščavi, ali ker je videl, da ga njegovi menihi zavolj njegove starosti in modrosti njegovega svetega življenja grozno časte, mu je to tako težko djalo, da ni mogel več v tem kloštru ostati. Je tedaj ponoči pobegnil, se je preoblekel in je šel daleč do drugega kloštra, v katerem sveti pa komaj vikši bil. In tam je veliko dni zunaj pred vrati stal, se je vsem meniham, ki so ven in noter hodili, k nogam vrgel in jih je ponižno prosil, da naj ga v klošter vzamejo. Ali ti menihi so ga zaničevali, ker so videli, da je že tako star, in so mu rekli: zdaj, ko že ne moreš več posvetnega veselja uživati, se k Bogu obrneš in želiš v naš klošter priti, da bi te tukaj zastonj naredili. Ali sveti Paznuci se s temi besedami ni dal odvrniti, zakaj je ravno to iskal, zaničevan in zavržen biti, in je tedaj le zmeraj prosil, da naj ga v klošter vzamejo. Nazadnje so se ga menihi vendar usmilili in so ga v klošter vzeli. So mu kloštrski vrt obdelovati dali in so ga pod oblast vrtnarja postavili. Zdaj je bil le ta sveti služabnik Božji v svojem največjem veselju. Pridno je svoje delo na vrtu opravljal in tudi v kloštru je vse opravil, kar je bilo najsitnejšega in najzaničljivejšega. In kadar je le mogel, je tudi po noči, ko so vsi spali, dela drugih menihov opravil, tako da so se vsi čudili, kadar so zjutraj k svojemu delu prišli in so že toliko storjenega našli, brez da bi vedeli, kdo je to storil. Tako je le ta sveti mož 3 leta živel, prisrčno vesel, da je tako lepo priložnost našel, neznan in zaničevan biti. Ali menihi njegovega kloštra pa niso bili veseli, da so tako dobrega očeta izgubili in so ga povsod skrbno iskali. Celo v ta daljni klošter so ga prišli iskat in so ga precej spoznali, ko je ravno vrt gnojil. Z velikim veseljem so se mu k nogam vrgli in so ga prosili, da naj spet nazaj gre v njih klošter. Kadar so drugi menihi to videli, so se grozno čudili, da se temu zaničevanemu staremu grešniku k nogam vržejo. Ali še veliko bolj so se čudili, kadar so slišali, da je Paznuci, zakaj le to častitljivo je bilo, ime je bilo vsem tistim meniham od nekdaj znano. Zdaj se mu tudi oni k nogam vržejo in ga prosijo, naj jim odpusti, ker so ga tako zaničevali. Sveti Paznuci pa se začne milo jokati in pravi: po nevošljivosti hudobnega duha sem zdaj najden in spoznan. O, kako veliko srečo sem bil najden in zdaj jo naenkrat vso izgubim. Njegovi menihi pa, veseli, da so svojega svetega očeta spet našli, so ga vso silo v svoj klošter nazaj peljali, kjer je bil z neizmernim veseljem od vseh sprejet in potem zmeraj skrbno varovan, da ni mogel več uiti. Ko bi dobro premislili vse to, kar je v nas slabega in pomanjkljivega, bi več kot zadosti našli, kar bi nas učilo, da se moramo poniževati pred Bogom in pred ljudmi, tudi pred tistimi, ki so nižji kakor mi. Sveti Vincenc. Sveta nuna, Serafina po imenu, je večkrat od Boga posebno razsvetljena bila, tako da je vse svoje nepopolnosti natanko videla in potem rekla, da je videla svojo dušo tako polno velikih in ostudnih pregreškov, da je bila kakor jama, v katero so smeti in vse nesnažnosti mečejo. Tako dobro je le ta sveta duša svoje nepopolnosti spoznala.
Zatorej pa tudi tako ponižna bila, da je vse krivice z veseljem prijemala in je le zmerom rekla: prav pravijo, res sem taka, prav moj stare, prav mi je tako. Če mi tako radovoljno zaničevanja in krivic ne prejemamo, je znamenje, da nimamo še prave ponižnosti in pravega spoznanja svoje nevrednosti. Meni se tako zdi, da ne bomo nikdar prave ponižnosti zadobili, če svojih oči proti nebesom ne povzdignemo in Boga ne premišljujemo. Kadar premislimo njegovo visokost, najbolje spoznamo svojo lastno nizkost. Kadar premislimo njegovo pravično svetost, popolnoma spoznamo svojo ognusno grešnost. Kadar premislimo njegovo potrpežljivost, prav vidimo, kako malo potrpežljivosti imamo. Ob kratkim, bolj ko naša duša Božje popolnosti premišljuje, več razodene v sebi velikih nepopolnosti. Sveta Terezija. Zatorej so se svetniki čedalje bolj poniževali, bolj ko so na visoko stopnjo notranje molitve in svetega premišljevanja prišli. Zakaj v premišljevanju? So z očmi svoje duše Boga gledali in so se nad njegovimi prelepimi lastnostmi tako zavzeli, da so svojo lastno dušo, ko so potem svoje oči nanje obrnili, vso grdo in gnusno videli. Kakor kadar človek s svojimi telesnimi očmi v sonce pogleda, potem vse druge reči temne in omadežane vidi. Kdor zares hoče svetnik postati, se ne sme zgovarjati in svojo nedolžnost skazovati, da se ravno je po krivem obdolžen. Le v nekaterih okoliščinah sme to storiti. Tako je Jezus Kristus ravnal. Slišal je hudobije, katerih so ga njegovi sovražniki dolžili in katerih on nikdar storil ni, pa ni nobene besede pregovoril, da bi bil le to krivo obdolženje od sebe odvrnil. Tako pravi sveti Filip Neri. Sveti Vincent se ni nikdar izgovarjal in sam sebe pravičil, kadar je bil opravljan in po krivici kake hudobije obdolžen. Neki nevreden duhovni je bil namenjen za škofa izvoljen biti. Ali je sveti Vincent, ki je njegovo nevrednost poznal, se je trdno nasproti postavil in je to izvoljenje ubranil. Nato je duhoven iz jeze in sovraštva zoper Vincenca grozno hudobno opravljene znajdil in po celem mestu Pariza raztrosil, tako da je tudi kraljici na znanje prišlo. Ali ona, ki je Vincenca dobro poznala, ni nič verjela. Kadar ga je potem videla, mu je povedala, kaj je zoper njega slišala. Vincenc pa je ponižno odgovoril: spoznam, da sem velik grešnik. Nato mu je kraljica rekla, naj se pred ljudmi opraviči in naj svojo nedolžnost kaže. Ali sveti Vincenc ji je odgovoril: saj so Jezusa še večjih hudobi udolžili, pa ni nobene besede pregovoril, da bi svojo nedolžnost skazal. Božja služabnica Serafina se ni nikoli izgovarjala, kadar je bila kakega pregreška po krivim obdolžena. Enkrat jo je njeni vikši ojstro posvaril, popolnoma po nedolžnim, ali ona ni nobene besede odgovorila in bi bila tudi pri tem ostala, ko bi je ne bil njeni vikši nazadnje pod pokorščino zapovedal, da mu natanko povedati mora, kako je bilo. Iz njenih besed je kmalu previdel, da je popolnoma nedolžna. Mu je bilo žal, da jo je tako ojstro posvaril. Včasih pa vzdigne dušo to bolj visoko, ko se ne izgovarja, da se ravno je po krivem obdolžena, kakor 10 pridig. Zakaj s tem, ko se ne izgovarja, se navadi vnemar pušati posvetno čast in
zato ne marati, če se več hudega, kakor dobrega od nje govori. Kdor se navadi pri takih priložnostih molčati, se mu nazadnje zdi, kadar sliši zoper sebe hudo govoriti, da od kakega drugega govori, ne pa od njega. Tako pravi sveta Terezija. Pater, oče Alvarez, spovednik svete Terezije, je bil po krivem obdolžen velikega greha in je bil zavolj tega v velikim zbirališči duhovno očitno in hudo posvarjen. Ali on ni nobene besede pregovoril za svoje opravičenje in tudi potem ni nikoli od tega govoril. Gospod Bog mu je potem za to lepo priložnost velike očitne gnade, za to lepo ponižnost, Gospod Bog mu je potem za to lepo ponižnost velike očitne gnade podelil. V življenjih svetih puščavnikov se bere od svetega Evlogija, ki je bil neizrečeno ponižen in krutak, tako da ni nikoli nič odgovoril, kadar je bil kakega pregreška po krivem obdolžen. Zatorej so se bili drugi puščavniki, ki so bili zanikani v dopolnjevanju svojih dolžnost, navadili vso svojo zanikanost in pomanjkanje na Evlogija vreči. In ker se on ni nikdar nič odgovarjal, ki je bil vesel po krivici trpeti, je vikši le zmerom njega svaril in pokoril. In on je z velikim veseljem vse te pokore opravljal. Kadar so pa stari patri, očetje tega kloštra videli, da je Evgenij zmeraj svarjen in pokorjen in da se vendar nič ne poboljša, so vikši ga prosili, da naj ga s kloštra izžene. Vikši je bil pa svet in moder mož in se je vselej popred z Bogom posvetoval, prednje je kaj storil. In je tedaj tudi to reč Bogu priporočil in ga je ponižno prosil, da naj ga razsvetli in mu na znanje da, kaj da naj s tem človekom stori. Bog je njegovo molitev uslišal in mu je dobro misel dal. Vikši je tedaj vse svoje menihe v kup poklical in jim je zapovedal, da naj vsak svojo štorjo prinese, na kateri ponoči leži. In kadar so bile vse prinešene, je zapovedal velik ogenj vžgati in vse te štorje v ogenj vreči. To se je zgodilo in vse štorje so do čistega pogorele, le Evlogijeva je cela ostala. Nato so vsi na kolena popadali in so Boga odpuščenja prosili, ker so tega svetnika tako dolgo po krivem sodili. Sveti Evlogij pa je tako žalosten bil, da je to lepo priložnost zaničevan biti izgubil, da ni mogel več v tem kloštru ostati. Ampak prvo noč potem je skrivaj iz kloštra šel in se daleč v pušavo podal, kjer ga nikoli več nobeden videl ni. Med najboljšimi pripomočki, po katerim se ponižnost zadobi, je tudi ta, da se človek prav od tega prepriča, da je le toliko vreden, kolikor pred Bogom velja in nič več. Tomaž Kempčan. Sveti Frančišk Salezij je bil od te resnice popolnoma prepričan. Zato mu pa tudi nič ni bilo na tem ležeče, če ga ljudje časte ali zaničujejo, ampak le Bogu je dopasti želel. Kadar je bil od svojih sovražnikov grdo in popolnoma po krivem opravljan, je rekel: Bog daj, da bi moja nedolžnost nikoli ljudem na znanje ne prišla, še na sodni dan ne, in da bi na vekomaj skrita ostala v vsega vedni modrosti Božji. In rekel tudi: ko bi mi Bog po svoji milosti dal kako pravično dobro delo storiti, ali ko bi Bogu dopadlo se moje slabosti pozlužiti za kako dobro delo, bi bil vesel, ko bi nikdar znano ne bilo,
in ko bi Bog na sodni dan, kadar bo vse naše dejanje na svetlobo prišlo, vse moje dobre dela pred ljudmi skril, moje grehe pa vsem ljudem pokazal. Vsi tisti, ki so resnično želeli si ponižnost pridobiti, so si močno prizadevali se poniževanja navaditi in so ga vedno iskali, ker so vedeli, da po tej poti se nar loži, nar pred k pravi ponižnosti pride. Tako uči sveti Bernard. Sveti Kamil je vedno iskal poniževanje in zaničevanje, ker je želel ponižnost zadobiti. Torej je najraje nizke opravila opravljal in da se ravno je poglovar svojega reda ali ordna bil, je velikokrat pri mizi drugim stregel, je po jedi posodo pomival, je rad križ pri pogrebih nosil in včasih tudi pare. In si je, kjer je le kako priložnost najdel, v poniževanju vadil. Zato je pa tudi tako gotovo stanovitno ponižnost zadobil. Sveta Roza iz Lime v Ameriki je vsak dan najnižje opravila v hiši opravljala, kakor najmanjši dekle. In nezadovoljna s tem je še več drugih pripomočkov ponižnosti znajdla. Bila je namreč dekla v hiši njenih staršev, ki je bila huda in neusmiljena. In sveta Roza je vse zaničevanje in preganjanje, ki ga je od te hudobne dekle trpela, vsa v Božjo voljo vdana prenesla. In tako je le ta svetnica s posnemanjem Jezusovega ponižanja k veliki resnični ponižnosti prišla. Sveti Janez Klimak pripoveduje od puščavnika, ki je resnično želel pravo ponižnost zadobiti, pa je imel veliko skušnjav prestati, ker ga je hudobni duh zmeraj s to mislijo motil, da je boljši in bolj svet kakor drugi. Da bi se tedaj tem skušnjavam ubranil in se vedno poniževal, si je zapisal na zid svoje celice le te lepe besede. Popolnoma ljubezen, najvikši molitev, duh pokore, nespremenljiva krotkost, nepremagana potrpežljivost, angelska čistost, najglobokejši ponižnost, otroško zaupanje, neutrudena pridnost, največji podvrženje. Kadar so mu tedaj prevzetne skušnjave in misli v glavo prišle, je rekel sam pri sebi: poglejmo in premislimo, če je to res. In je šel brat besede, ki so bile na zidu zapisane. Popolnoma ljubezen. Moja ljubezen je majhna, ni popolnoma, ker še slabo od svojega bližnjega govorim. Najglobokejši ponižnost. Te jaz nimam, bi bil vesel, ko bi globoko imel. Angelska čistost. Kako je moja čistost angelska, ker se še v nespodobnih mislih radovoljno mudim. Najvikši molitev. Te spet nimam, ker med molitvijo velikokrat v kaj drugega mislim. Duh pokore. Tega ni v meni, ker si vseh rečeh tako skrbno strežem. Nespremenljiva krotkost. Te tudi nimam, ker me vsaka majhna zopernost precej ujezi in tako dalje. S tem poniževanjem si je kmalu vse prevzetne misli pregnal in se v pravi ponižnosti potrdil. Ponižnost mora zmerom z ljubeznijo do Boga in do bližnjega sklenjena biti, sicer ni prava krščanska ponižnost. Le zato moramo poniževanje iskati in radovoljno prijeti, da bi Bogu dopadli in Jezusu Kristusu podobni postali. Če niso naši nameni taki, ne bo naša ponižnost nič boljši, kakor je ponižnost nevernikov. Sveti Frančišek Salezi. Sveti Hieronim piše od svete Pavle, da je slišala, kako zaničljivo ljudje od nje govore
in da pravijo, da je nora in da bi jo bilo treba luknjo v glavo narediti, da bi se njena norost skadila. Ali ona na vse to ni drugega nič odgovorila, kakor te besede svetega Pavla. Mi smo neumni zavolj Kristusa. In je tudi dejala: Kristusu so še hujši rekli, kakor meni. Hudobnega duha ima in znorel je. Kaj ga poslušate? Zahvaljujem se vam, dragi gledalci, za poslušanje te prve prelepe Jablane o ponižnosti in prihodnjič bomo nadaljevali. Hvala lepa.